Hvaležno pozdravljeni. No, po naši zadnji akciji v sodelovanju s Hribom zdravja, kjer smo gospe omogočili zdravljenje tam skupaj z Marijo Marinko in pravzaprav tudi njenim sinom. No, od takrat naprej smo prejeli nešteto takih in drugačnih primerov, ki pa vendarle govorijo o tem, da so se skupaj znašle neke čudne bolezni, od potem različnih reakcij po cepljenju, pa do raka in drugih neznanih bolezni, tako jih vsaj imenujejo v medicini. Danes je v naši družbi gospa Marija Marinko. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Evo en čaj. In danes bomo govorili predvsem o teh čudnih kombinacijah in pravzaprav neznanih boleznih, ki pa vam niso znani, niso neznane. Se pravi, da vi hitro najdete, kje je tisti vzrok, in tudi velikokrat vas ljudje pokličajo zato, da mogoče malce usmerite zdravnike, kje naj iščejo vzrok težav, ki jih ljudje imajo. Ja, res je tako, ker veliko manj preiskav pride, če je direktna usmeritev v neko bolezen, vejo, kaj iskati in običajno tudi najdejo. Glejte, če je 4 leta pri nekom neznana bolezen, 4 leta v preiskavah, človek hujša, je komaj še pokreten, potem me pa pokliče in jaz povem, da je pač zastarana borelija, da ne gre na preiskave tega, in dejansko odkrijejo. Kaj pomeni tukaj? Borelije vemo, da se ne da zdraviti, da ni zdravila za to. Pride k nam, se pa to da lepo urediti. Sicer je to zastarana zadeva, če bi bilo to takoj zdravljeno, ko se to pokaže, je to popolnoma ozdravljeno, tako pa dejansko določeni sklepi so lahko še utrdeli. In pri tem gospodu se je vse pozdravilo. Mislim, da samo 2 sklepa celega organizma še nista tako gibljiva. Imel je še druge bolezni, ki so se spotoma pozdravile. Sicer sem zahtevala pri njemu, da tudi opusti, ker je imel težave s pljuči in z grlom kajenja, in je tudi to sprejel, prakticiral, in danes je človek ozdravljen, drugi človek je. Potem, gledajte, zdajle zadnje dni, kaj ugotavljamo? Veliko je bolezni, ki so nekje, bi rekla, že pozabljene. Tuberkuloza v zadnjem času. Tuberkuloza? Tuberkuloza se pojavlja. Imeli smo 2 primera mišne mrzlice, zdravniki so se trudili, vse stvari preiskali, nobena stvar ni prijela. In 2 otroka, ki sta se v peskovniku okužila z mišjo mrzlico. Predvidevam v peskovniku, ker to je ponovadi kakšne okužene živali, to bo rekli mečkam polulajo, in dejansko otrok povemo, da vse prime, vse nese v usta, vse so te stvari, ki so povezane, in potem taka huda okužba, huda vročina, in ja, nam to pokaže in tisto smo zdravili in stvar je bila rešena. Ko danes opazujem mlade starše, se mi zdi, meni osebno, da velikokrat pretiravajo s čistočo, s čistilnimi robčki, z antibakterijskimi sredstvi, vse neki antibakterijsko ves čas, in se mi zdi, da so otroci danes mogoče malce preveč sterilni, hkrati pa nikoli niso bili bolj bolni, kot so danes. Glejte, zakaj? Zato, ker večina otrok se že okuženih z boleznimi že rodijo. Zato jaz zmeraj poudarjam, cepiva niso vedno vzrok. Moramo pa vedno vedeti, kakšne otroke cepimo. In gledajte, koliko zdravnikov je osveščenih o tem, da HPV virus je že dejansko genska sprememba v organizmu. Ko se otroci rodijo, 4. generacija teh otrok je rojenih. In še druga stvar, cepljenje proti HPV virusu je čisti nateg, se temu reče. Zakaj? Že samo to, da cepijo samo deklice, pa ne tudi fantov, ker so eni in drugi že okuženi. Kaj lahko proti nečem cepiš, če je stvar že tukaj? In to so stvari, ki so lahko zelo, zelo škodljive. Potem cepiti za vse te bolezni otroka, ki je nedonošenček, cerebralna paraliza,
posledica. To so dejstva in dajmo že enkrat, mislim, to meglo z oči zbrisati. Kakšne so še te neznane bolezni? Poglejte, deklica po 31 letih ji dojko odrežejo. Nihče se v to ni poglabljal, zakaj ima skoraj enkrat večje od druge. Ja. In potem, ko je že amputacija opravljena, vpraša zdravnika, če lahko pove, zakaj je prišlo do tega, skomigne z rameni in reče, ko bi mi vedeli. In mene taka deklica pokliče, sicer je nikoli nisem videla, pokliče pa je rekla, da bi rada vedela, zakaj. Sem rekla, glej, 4 in 6 na desni strani spore, te 2 zoba sta kriva, da si ti obdojko. To bi se dal pozdraviti. Glejte, ker spodnja čeljust, zobje spodnje čeljusti so vedno povezane z limfnim sistemom. Zgornja čeljust je praviloma z ožiljem in z možgani. In glejte, anevrizma v možganih pride, lahko je kjerkoli na obrazu, to je v stvari razširjena žilna stena, ker moramo vedeti, da limfni vozliči so v žilnih stenah in v črevesnih stenah. To pomeni, da je nekje eno vnetno stanje ali pa rakasto stanje. In primer, če pride do tega, to so te cukajoče bolečine, speče, cukne v glavi, medicina to najde, če res hudo prizadeto, ali pa če bi rekla naključno slika glavo in vidi to in seveda gre žila operirati. Pri nas pozdravimo tisto, zaradi česar je žila taka, a ne? To se pravi nek vneten zob, povem, kater zob je, zobozdravnik to reši, pri nas pa tiste vnetna stanja pocajtamo. Glejte, primer, človeku so odstranili del črevesja. Ja, divertikuloza, vsak zdravnik ve, kaj je to. To je zadebelitev črevesne stene. Kaj se v življenjsko to pozna? Pozna se to, da je blato tanko kot svinčnik, ko se pokakamo, podelamo. To pomeni, da so črevesne stene zadebeljene. To pa pomeni, ali je nekje eno hudo vnetno stanje, ali je pa rakasto stanje. In to je spremljeno, to črevesje je lahko rakasto, ampak ni tukaj tisto. Glejte, ali je modo rakasto, ali je jajčnik rakast, ali je ledvica ali pa nadledvična žleza rakasta, lahko je samo hrbtenica zmehčana, to se pravi infekcija kosti in kostnega mozga, da pride do te anomalije v črevesni steni. In ne moramo mi tega rezati, treba je tiste vzroke pozdraviti, potem pa to samo premine. Ne pa rezati, ko nekaj odrežeš, nimaš več. Konc, pika, kom. Glejte, rezanje potem takem in po vseh informacijah in vaših izkušnjah sploh kdaj potrebno? Kadar je kakšen tumor, ki je hudo uraščen v kakšno tkivo, takrat je primerno. Pa rezanje, kadar so poškodbe, tukaj mora biti kirurg zraven, da to sanira. Ker praviloma pri nas organizem sam obnovi, ko dobi tako visoko energijo, da se lahko telo obnavlja. To energijo pa dobi, kadar ni nobenih teh blokatorjev, to se pravi te možganski živci, ki po rojstvu začno propadati, to so običajno 2 ali pa 3 možganski živci, kadar dobimo tele umetne popadke in zato vse ženske, ki ste rodile z umetnimi popadki, bodite pozorne, tam praviloma okrog 2. leta se te posledice začno kazati pri otrocih, ne prej. In to pomeni, ali je lesen v hoji, ali je skoraj čist govoril, pa ne govori več. To so vse te stvari, to se pravi, če je akcesorni živc prizadet, to je živc, ki vključuje male možgane in grlo, praviloma ti centri prenehajo delovati in to je to. In propadanje mišic potem, gledajte, zdaj smo imeli primer težkega poroda, pri porodu, mislim, to je bilo pred 2 leti, ampak otrok ima zdaj hude težave, roka mu čedalje bolj dreveni, 2 leti star otrok, v starikem smo rekli, ja, izpah rame je bil takrat, pa nihče ni ukrepal, zdaj je to zaraščeno, kaj bojo tukaj storili, ne vem, in
Kaj še? Tukaj so zemeljska sevanja, ki so tudi zelo pomembna, potem te duhovne sile, neka smrt blokira organizem, razna zemeljska sevanja, sevanje raznih predmetov. To so vse stvari, ki vplivajo na hitrejše poslabšanje. Potem šokiralo me je pred dobrim mesecem ena deklica pri 14 letih, hude boleče menstruacije, bilo je rakasto stanje maternice in jajčnika, ampak še hujše me je pa prizadelo, ker sem videla pri 14 letih. Rak grla, žrela in požiralnika, ker je tudi nadledvična žleza bila obolela, pomeni, da je sečna kislina povišena in potem to sluznico iritira, žrela, grla, požiralnika in to se začne spreminjati. In še HPV virus pri rojstvu pridobljen. To je bil zame šok, ampak deklič se krasno obnavlja in je dobesedno že več kot polovico za njo. Potem, kaj pride? Čez 14 dni zatisnjen pride deklica pri 10 letih, rak grla, rak maternice, rak jajčnika. Sej ne moreš verjeti, ampak je res. In kaj je bilo tukaj? Tukaj so te komponente, ki rak ni vedno enoznačen. Cepljenje niso vedno enoznačne, vedno je še nekaj drugega. In kadar so te stvari, ki se spravijo skupaj, potem so rezultati taki, kot so. Potem pa pridejo neznane bolezni in nekaj iščemo, pa se ne najde. Zakaj? Tudi če bi najdel HPV virus, saj ga medicina nima s čim zdraviti. Glejte, 15 let nazaj je, kar so ta virus umetno začeli ustvarjati vse večji laboratoriji. Kako ga, to ne vem, ampak jaz sem bila resno prepričana, da bo nekaj iz tega, da bo medicina tukaj nekaj ukrenila, da bo farmacija tukaj nekaj storila. A grejo ne vem kakšne preizkuse, da bi pa tukaj rešili te stvari, pa začeli nekaj na tem področju delati, pa ni nikogar. Ali v teh časih veliko krat govorite o HPV virusu, ali zdaj že pravzaprav vsakemu, ki pride k vam, preverite, če je to vzrok? Ko pokliče, preverim, zaradi tega, ker če samo nekoga zdravim, to se pravi partnerja ali pa partnerico, če obeh ne, to pomeni, da bo čez leto, dve na istem, ne? Sicer ne bo tako huda oblika, ampak eno drugega se nalezeta teh stvari. Ker ko je enkrat ta HPV virus, je v krvi. To pomeni, kako vi lahko sami prepoznate. Pomeni, da pretakanje hrane po hranjenju, ne kruli vam, ko ste lačni, kruli vam, ko ste siti, se reče, se pretaka hrana, ker je ta virus vnetno stanje, ne rakasto. Na jetrih, vnetno stanje na debelem črevesju, včasih tudi mehur stalno vnet. Ta virus je lahko tudi v grlu, lahko je tudi na pljučih, ampak noben o tem nič ne razmišlja, gremo veselo naprej, se reče temu. Ampak to so resne stvari, zobje so blazno pomembni, rojstvo, kako se rodimo, kakšne so bi rekla, te zadeve takrat, okoliščine, ja. Se pravi, ženskam ne bi priporočali, da se odločajo pri rojstvu za epiduralne in pa umetne podatke? Glejte, ker tukaj je epiduralna, mislim, to je injekcija, ki jo dobite v to hrbtenico, vsaka poškodba na hrbtenici kasneje lahko resne posledice pusti. Vsaka brazgotina se lahko zabrazgotini, začno se celice spreminjati. Glejte, eno poškodbo na hrbtenici. To je resno in tako, ko smo gledali, da to po 10-15 letih se začne ta hrbtenica mehčati, določene spremembe, zdaj, ko vidimo, kako to je lahko tudi v 10 letih že huda sprememba, če so še drugi dejavniki. Pa na vse zadnje vpliva verjetno tudi na otroka? Vsaka narkoza, vsako tako stanje vpliva na otroka. Imeli smo zdaj primer, v nosečnosti je šla ženska operirati, seveda so jim mogli z narkozo, neko cisto v trebuhu in je dobila narkozo. Otrok pri 8 mesecih še ni glavo mogel pokonci držati. In smo samo to se pravi, to so te možganski živci, ki so takrat zastali v svojem delovanju, samo to urediš in dečko je zdaj, ujel je že svoje vrstnike.
bilo bi pa hudo, ker to bi propadalo, tako kot z ostalimi možganskimi živci. To je, jaz pravim, ta naš organizem, to je ena taka živa slika, ki se spreminja in moramo samo slediti temu in dati mu možnost, da se odpre, da se začne obnavljati. Tako, kot ste prej rekli, kako smo vsi, bi rekla, vse je nekaj sterilizirano, vse to možnost dati nekom, da se organizem začne samoobrambno delovati, je potrebno. Pri nas je bilo tudi tako, na kmetiji so moji otroci rasli gor in pri nas ni bilo nič posebnega, če je otrok pri psu bil, če z ene strani pes kruh jedel z druge, noben ni nič zbolel. Imeli smo pa sorodnika, ki po vsakem božanju nečesa takoj roke umita. Nekdo samoobrambno razvije telo svoj obramben mehanizem, no še v tem, ko smo rekli pes pa te zadeve. Glejte, imeli smo tudi primer glist na pljučih pri človeku. Vse to ne more biti res, pa je. Glejte, moj kužko, in glejte, gliste, določene jajčice v teh živali so tudi med dlako lahko in potem, ko mi kihnemo, tudi vdahnemo in tukaj pridejo te jajčice lahko na pljuča. Imeli smo 3 primere z glistami na pljučih. Kdaj bi medicina to pogruntala? Hudo pozno, s čim bi pa zdravila, pa spet ne vem. Organizem je pa sam to izločil in moraš vedeti to. Pravite, da zdravite, da na takšen način pomagate ljudem. Kako konkretno to dejansko izgleda? To jaz nič ne zdravim. Jaz samo ugotovim, pogledam človeka, kaj je, tako da rečemo res v tem primeru, kadar je še nekdo okužen, ali pa če so starši ne morejo zdravih otrok roditi, to je enkrat ena, če imajo starši ta HPV virus, ga imajo otroci tudi. To je brez debate, ne more biti drugače, ker je del nas otroka. In to, da vemo, da je treba, da je tudi to. Ampak ponovadi zmeraj tako, da najprej partnerje, potem pa otroke. Ker otroci še nimajo tistih hudih stvari, ampak preden bi se kaj razvilo, da so tudi oni pozdravljeni. Še nekaj pa moram povedati, kako se tudi lahko ponovno s tem HPV virusom okužijo. In sem prej tuhtala, sem rekla, razna kopališča, razna zdravilišča. Tukaj je običajno, nekje je manj razkuženo, gledajte, koliko je ljudi, ko spustijo vodo v bazenu, koliko je otrok, ki so okuženi s tem virusom, ker ta virus je tudi v mehurju, da se zastopimo. Kjerkoli v teh sluznicah organizma je. In če se to polula, pri ženskah je pa tako, da splovila so dobesedno zelo dojemljiva za te okužbe, in nekdo, ki je super dobro vodo v enem bazenu, se niti orang ne opere, ko gre z bazena, in lahko pride do okužbe. Druga stvar pa je, prav zdaj je prišlo, sta pač 2 proslavljala 8. marec in dan mučenikov v bazenu. Kaj se je tam dogajalo, ne bomo o tem, ampak pogledajte, ta džakuzi je res pregorel skoraj celo uro, zelo malo je bilo ljudi takrat v dopoldanskem času. To ni smešna zadeva, ampak ljudje, prosim vas, to ne sodi v bazene. In zdaj si zamislite, da nekdo tam pride v ta džakuzi, lahko že drug dan ali iz dan, ne da samo, ker vemo, da HPV virusa se ne ugotavlja, ker se ga ne zdravi, lahko sta bila okužena. Ni rečen, da sta bila, ampak neko bolezen lahko nekdo kriv, nedolžan dobi. In lepo, prosim, ne delajte tega v bazenu. To je za čist kam drugam. Prosim. To je bil kar dodatek, ampak je bila to potrditev tistega, kar sem jaz čutila, ker smo imeli 2 stranke, ker se jim je ta virus pojavil. Ampak so bili tudi v bazenih, in sem rekla, pa kako to ne more biti? Ja, je lahko. Lahko se ponovno okužiš. Zato tisti, ki imate slučajno kakšno taka stvar, ali pa da se vam je kaj ponovil,
prlaufate, dvakrat pridete na te stranske kroge, ki jih imamo pri nas, se to čist pozdravi. Se pravi, stranski krogi, ki imajo dejansko takšno energijo, da se te blokade potem stopijo. Ja, ne blokade, to se pravi, to so konkretne bolezni. In imamo dva kroga, ki sta za povratnike, se reče. Če je nekaj narobe, če je karkoli, razen če ni kakšne smrti, kakšne druge stvari, to drugače štimamo. Če pa to pride dvakrat in stvar mine. In zdaj imamo nekaj teh tuberkulozcev, ki so že dolgo leta nazaj, ko so hodili, takrat ni bilo tega, in zdaj so za tem zboleli in dvakrat, to se pravi, pridejo prvič, čez en teden še enkrat, potem pa jih spremljamo, tako da v hudih primerih ne več še enkrat, ampak to ponovadi po enem mesecu potisne, ampak so pod kontrolo. Hvala lepa za informacije. Tako, zdaj veste tudi vi, kakšni načini vse obstajajo in kako pravzaprav je vse skupaj povezano.